Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. A smo mi še normalni? Smo še gladki? Kje je izvor? V neodgovornosti ljudi. Se je včeraj v Državnem zboru ob robu obravnave zakona o zaščiti živali pridušal vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Poglejmo. Prebral sem ta teden Sveta preproščina. V Ljubljani se nam je naselilo nekaj tisoč nutri v krajinskem parku. Poškodujejo obrežja, poškodujejo zasebno zemljišče. Njihova žrtev so bile celo turistične hiše Mestne občine Ljubljana, kjer so praktično prežrle vse tiste vode zunanje, kar se je dalo. In zdaj sem nekje slišal, da je treba te živali ujeti, sterilizirati in vrniti v naravo. Pa ljudje moji, a smo mi še normalni, a smo še gladki? Kje je izvor? V neodgovornosti ljudi. Seveda mi ne bi bili to, kar smo, če vam ne bi takoj razkrili primer takega neodgovornega ravnanja. Praktično istočasno, ko se je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda usajal nad nenormalnostjo in negladkostjo tistih, ki jih bolj kot škoda, ki jo povzročajo, skrbijo nutrije, jih je premierjeva poklicna spremljevalka Tina Gaber veselo hranila. Ob tem dodajmo, da se z globo od 420 do 1200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko-upravljavskih območij. In nutrije seveda so divjad. Problem torej ni, da so v Svobodi neusklajeni in da Sajovic dvomi v gladkost oziroma normalnost prve konkubine v državi. Problem je, ali pravna država res za vse funkcionira enako. Bomo videli. Sedaj pa se lotimo 136. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo še potrebuje kmete, ali kmetijstvo res uničuje Slovenijo. Kdo sploh še potrebuje kmete, se sprašuje anonimen uporabnik na spletnem forumu Starševski čvek. Ali gre res samo za čvekanje, nam bosta povedali naši posebni gosti. Začetnica biodinamičnega kmetijstva pri nas Meta Vrhunc in pa okoljevarstvenica ter kmetovalka Maja Marčič. Meta, Maja, dobrodošli v Faktorju. Hvala za povabilo. Lep pozdrav. Meta, kaj v bistvu pomeni biodinamično kmetijstvo? Ja, kaj je biološko, približno vemo. Kaj je dinamično, je pa tisto, kar pravzaprav je potrebno pojasniti. Rudolf Steiner, utemeljitelj, je povedal, da je v bistvu vse življenje na Zemlji, vsega človeka in vse narave, pravzaprav posledica delovanja nekih energij, ki jih dobimo iz kozmosa. In delati v skladu s temi energijami kozmosa in uporabljati preparate, v katerih mi te energije kozmosa, ki so različne, najmanj, to se pravi 4 različne kvalitete, to se pravi, govorimo o svetlobnem, toplotnem, kemičnem, etru in etru življenja, uporabljati potem te preparate, na katerih imamo ulovljene energije življenja, to je potem tisto, kar biodinamiko dviguje nad le, to se pravi, ekološkim kmetovanjem, bom jaz rekla, kar jo dela za zdravitelja, za zdravnika situacije, v katerih smo. Skratka, na kratko rečeno, biodinamika je tisto, kar absolutno nujno potrebujemo v tem trenutku in sicer ne samo Slovenija, ves svet. In potrebujemo Steinerja, da bomo razumeli, v kateri situaciji smo in kaj je naša naloga. Meta, ste se vi takrat pred mnogimi leti, ko ste začeli s tem biodinamičnim kmetijstvom pri nas, ste si kdaj mislili, da se bomo čez toliko let spraševali, ali sploh še potrebujemo kmete pri nas? Seveda ne. Jaz sem, kako ne rečem, takrat pač videla, kam privede intenzivno, vedno bolj industriji podobno kmetijstvo in upala, da se nikoli to kmetijstvo ne bo preselilo v Slovenijo, ki je bila takrat v tistem času, jaz sem se z gospodunovo srečala leta 1985, takrat sem začela, ki je bila takrat res na nek način rosno čista.
kot nedolžna pravzaprav, če sem potovala iz Nemčije in doživljala recimo v zgodnjih jutranjih urah po nočni vožnji Zgornje Savsko dolino. In nažalost se je veliko tega, česar sem se jaz tako zelo bala, uresničilo kljub temu, da lahko rečem, da biodinamika je nekaj, kar se razmišljajočega človeka res dotakne, ne le v umu, ampak v srcu, in se je v Sloveniji relativno dobro razširila. In jaz vabim vse, ki smatrajo, da je to nekaj, kar se v resnici ne potrjuje, da enostavno preizkusijo. Govorijo o nečem, kar ne poznajo, in to je zločin. Maja, ti si tudi postala zdaj, tako da rečem, polnokrvna kmetovalka, kupila si kmetijo oziroma zemljo v Sloveniji. A to pomeni, da si vrgla puško v koruzo nad kmetijstvom na Nizozemskem? Absolutno sem. Razlog za ta nakup je bil v bistvu podoben kot med in v smislu, da se čez Nemčijo vozim vedno in se v mene naselil ta strah, da se bo to naselilo v Slovenijo, in seveda se je. Jaz sicer tu ne izumljam nekih novih izrazov, meni se zdi, da to, kar počne gospa Meta, je zelo blizu tradicionalnemu kmetijstvu. Jaz sem vprašala partnerja Poljaka, če on pozna to kmetijstvo, me je vprašal, kaj to jaz sem opisala, in je rekel, no, torej, to je tako kot na Poljskem pač kmetujemo, in tako smo vedno kmetovali, z mogoče par nadgradnjami. In to tradicionalno kmetijstvo je seveda največ doprinese k biodiverziteti v Sloveniji. Izguba malega kmeta je največji ekološki problem. Problem pa je seveda v tem, da ne more tekmovati na trgu. Te velike firme, recimo Perutnina Ptuj, so jo kupili, ljudje mislijo, da je ukrajinska firma kupila, dejansko je to so velike korporacije, holdingi, to je v bistvu, ne vem, v Angliji registrirano, tam z Ukrajino imajo mutne posle, tam perejo denar ali pa njihovo slabo meso, nam v trgovine pošiljajo naše, ker smo Slovenija v bistvu še zadnja ta oaza in biser, diamant v Evropi, in je naša hrana odlična, jo pa seveda izvažajo v tujino. In mi potem jemo te bedarije, in to mene žalosti. Tam Perutnina Ptuj ima ogromna polja monokulture in njih recimo tudi ni zanimalo in vseh teh kmetov, ki v bistvu so se vdali in pač oddali svoje njive in delajo za te korporacije, tudi niso na primer sodelovali v kako bi rekla, akciji Dobsa oziroma ponudbi Dobsa, to društvo za opazovanje ptic, kmetom, da bi prejeli 200 evrov za par pribe, ki živi na njihovem travniku. To pomeni, da kmeti in ekologi lahko pridemo skupaj, bi rekla, da celo moramo in da smo v bistvu oboje okoljevarnost, in naši kmeti so prijavljali te pribe, medtem ko korporacijski kmeti, torej ne vem, veliki kmeti, smo pa šli celo v takšne ekstreme, da so ljudje med tem oranjem te pribe nosili jajca, počakali, da zorajo, in nosili nazaj. Dobro, k temu, kako ti čisto na mikroravni združuješ to, ali pa si nek povezovalni člen med ekologi pa med kmeti, se še vrnemo. Ampak, Meta, zakaj so se zdaj kmetje, tak občutek je, mogoče se motim, boste vidve povedali, zakaj so se kmetje pri nas zdaj kar naenkrat znašli na zatožni klopi? Mislim, da to ni slovenski problem, ampak je to svetovni problem v zvezi s tako imenovano spremembo klime, ki je zelo vprašljiva, in je vrsta strokovnjakov, ki se desetletja ukvarjajo ne samo s klimo zadnjih 50 let, ampak tisočletij, je zelo vprašljivo, če je to sploh res. Ampak glede na to, oni pač poskušajo kmetijstvo, tako intenzivno kmetijstvo, ki to se pravi načinom pridelovanja zemljo mineralizira in odpušča CO2, ki je na zemljo vezan v ozračje, kot tudi seveda živinorejo, ki ogromno teh izpustov pušča v okolje, hočejo to enostavno reducirati. Zato
težnjo je v bistvu enostavno poskus uničenja človeka v mojih očeh in predlagam ljudem, da se s problematiko bolj celostno ukvarjajo in da vidijo, da stvar ni tako zelo preprosta. Skratka, na slovenskega kmeta se pritiska tako, kot se pritiska na vse kmete in Holandija je pred dejstvom, da bo 3000 kmetov enostavno razlastlinila in je Ursula von Leyen zato dala tudi odobritev. Jaz se sprašujem, kje je potem sploh suverenost posameznih držav. Jaz pa mislim, če smem stvar nadaljevati enostavno, mi se moramo boriti za obstoj našega kmetijstva, absolutno in na vsak način, ker če mi nimamo dovolj svojih žit, mi žita moramo uvažati. Mi vemo, da Evropa zelo spodbuja nakup žit iz Ukrajine sedaj in da Madžarska in Poljska, ki sta ta žita kupila, ugotavljajo, da so ta žita iz gensko spremenjenih semen in tretirana s pesticidi, ki so v Evropi prepovedani, da živali, ki dobijo ta žita, poginjajo in sta tako Poljska kot Madžarska, pa je tudi Romunija, so vso porabo teh žit enostavno prepovedali, imajo jih v posebnih silosih. Pri nas je verjetno, kako naj rečem, cela stvar tako zelo, kako naj rečem, ni na tekočem, če ta žita pridejo v Slovenijo, ker svojih ne bomo pridelali. Čeprav za konvencionalno metodo, čeprav za uporabo pesticidov, smo mi v bistvu, kako naj rečem, velik dodaten problem tako za živali kot za prebivalstvo pripeljali. Če pa mi uvažamo recimo polgotove proizvode, potem je pa dejstvo, da seveda odobritev in forsiranje Evropske unije je prehranjevanje z žuželkami in da je v teh polproizvodih, to se pravi v polproizvodih, v mokah že to primešano in da je v gotovih proizvodih mnogih to primešano in da so japonski znanstveniki ugotovili, da tlele absolutno ne gre samo za, to se pravi, moko iz žuželk, katerih koli že, ampak je tam tudi grafen oksid najden noter. Skratka, mi se moramo boriti za našega kmeta na vsak način, na vsak način. Gre za naše biti ali ne biti. Čeprav sem jaz prva proti temu, da kmetijstvo v bodoče ostane tako, kot je. Zaradi tega, ker je to kmetijstvo, kmetijstvo, ki ga imenujemo torej konvencionalno, tisto, ki uporablja umetna gnojila, ki uporablja fitofarmacevtska sredstva, ker z umetnimi gnojili gnojene rastline ne morejo ostati zdrave pri obilnih plodovih in ker na ta način torej privede v degeneracijo rastline. Izgubili smo 80% kulturnih rastlin, nepovratno. Mi smo izgubili 75% insektov, mi smo izgubili 75% ptic. Degeneracija pa ni samo na rastlinah in na žuželkah. Mi ugotavljamo degeneracijo tudi pri človeku. Zemlja je izgubila 35% svoje plodnosti in toliko je neplodnih Slovencev. In mi kljub temu, v tem trenutku moramo s tem kmetijstvom nadaljevati. In bomo nadaljevali, Meta, če se strinjate, po krajšem premoru, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali kmetijstvo res uničuje Slovenijo. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naši posebni gosti, začetnica biodinamičnega kmetijstva pri nas, Meta Vrhunc in pa ekologinja ter kmetovalka Maja Marčič. Pogovarjamo pa se o tem, ali kmetijstvo res uničuje Slovenijo. Maja, zdaj smo rekli, v prvem delu oddaje, kmetje so na zatožni klopi, zdaj kaj kmetom preostane? Zdi se, da politika jih ne mara preveč, saj uradna zakonodaja, ki se sprejema, je saj z vidika kmetov sovražna do njih. Kaj sedaj? No, torej, tu je nekaj rešitev. Definitivno država nekaj mora narediti. Če se država želi ponašati s tem, da jo skrbi in dela na problemu teh klimatskih sprememb, če so ali niso, to ona trdi, potem mora poskrbeti za kmete in kmete, ki v bistvu s tem, ko kosijo v teh območjih Natura po 1. juniju, oni seveda res izgubijo eno letino trave. Je pa res, da to mleko ima popolnoma drugačen okus in hranilno vrednost. Tam je monokultura tudi na travniku, v bistvu samo regrat raste, pa mogoče še kakšna trava. In krave samo to jejo, zato država mora pomagati tudi tem
Druga varianta je, da kmeti hodijo direktno do potrošnikov, ne grejo preko supermarketov, zato ker tam se preprosto ne da tekmovati na trgu. Sodelujejo lahko direktno z lokalnimi turističnimi organizacijami ali kakimi feštami, gostilnami ali pa privabljajo mogoče svoje stranke na dom, ampak to je seveda težko preiti, država jim mora tu pomagati, mogoče jim lahko celo koga za socialne medije naredi, ne vem, pač tu je nekaj stvari. Aha, to še naj omenim s temi pribami. Mogoče kdo od vas ne ve, kaj je priba. To je en luškan ptič s tako stvarjo na glavi in je v bistvu nizozemski kraljevi ptič, zelo zanimiva povezava. Trenutno Društvo za proučevanje ptic ponuja 200 € na gnezdo tega kmeta. To pomeni, če ima kmet, ne vem, na meter eno gnezdo, je to v bistvu še največjo vrednost, kar na travnik lahko dobi, če ima tega ptiča tam, in takšne iniciative so zelo, zelo učinkovite potem. Meta. Ja, jaz pa mislim takole, ne? Država mora skrbeti. Država je narod. Mirne Sajanović, advokat iz Bosne in Hercegovine, zelo, kako naj rečem, se je izpostavljal v času korone in ima modre misli in on je izgovoril sledečo grožnjo. Ljudje skrbite za sebe, sicer bo država skrbela za vas. In to, kar država dela, tudi to zgodbo s kmetijstvom. Gospod Sajovic je veterinar, on je bil župan v Tržiču, on pozna celo zgodbo in jaz verjamem, da ni nobene neumnosti tam povedal. Jaz sem torej globoko prepričana, da je vsak Slovenec pozvan o stvari razmisliti in če ima željo in potrebo, da kolikor toliko človeka dostojno in zdravo živi, potem je treba odgovornost za zemljo, odgovornost za kmeta, odgovornost za pridelovanje skrbeti kot absolutno obvezo za vsakega. Noben, kdo stanuje v nekem Foglovžu v Ljubljani, ne more reči, ja, jaz pa nisem tisti. Ti si tudi tisti, ker si človek, si pozvan skrbeti za naravo in za vse. Skratka, na en ali na drug način. Če nimaš zemlje pa motike, da bi sam svojo hrano prideloval, pa podpri kmeta, ki potrebuje tvojo pomoč. Koliko kmetov se otepa s čisto preveč dela in ne zmorejo. Poveži se z njim, pridi pomagati, kadar je treba in se potem dogovori za plačilo. Ampak ne prideti jesen, ko se pospravljajo pridelki. Tako mislim. Torej, država smo ljudje, vsak je pozvan. In zavedajte se, kmetijstvo, ki ga država sedaj spodbuja, moramo ohranjati. Čeprav to kmetijstvo, kot je Steiner rekel, bo privedlo vse živo v degeneracijo in vse živo bo odmrlo. In če pogledamo rezultate, potem se moramo vprašati, kako je pa možno, da se to kmetijstvo imenuje konvencionalno. To je kmetijstvo samouničenja. To je kmetijstvo samouničenja. In gospodom na ministrstvu in na zbornici mora postati jasno, da mi moramo zdaj kmetijstvo samouničenja podpirati zaradi tega, ker imamo še slabše iz tujine, v bodoče pa absolutno in samo stremeti k tistemu, kar bo naravo ohranjalo tako, kot je, oziroma biodinamiki, tisti, ki zna to zdraviti. To je sveta dolžnost vsakega razmišljajočega človeka. Ja. Jaz se tukaj zelo... Ja, izvoli, Maja, nadaljuj. Jaz se tukaj zelo strinjam, jaz naj povem samo svojo izkušnjo na Nizozemskem, kjer imajo kure že 2 leti zaprte, ker se je vlada pač tako odločila. Doma si zelo težko kaj pridelaš, ker preprosto ni prostora, ni več civilnega prostora. In to, ko bomo izgubili to vojno kmetov, bomo tudi ljudje izgubili našo državo. Kmeti se moramo združiti, ljudje in kmeti, in potrebujejo svojo stranko, najprej na regionalnem nivoju se kmeti morajo združiti in potem še na večjem nivoju. V svojo stranko, ne levo, ne desno, ne si pustiti, kupiti od politikov. Ne, to ne bo šlo. To ne bo šlo. Delno se s teboj strinjam, Maja, in sicer v tem, da lahko delim izkušnje biodinamičnih kmetov iz Bodenskega jezera. Združili so se določena skupina kmetov, ampak izključno in samo zaradi tega, da glede na možnosti pridelave, kolobarjenja in tako naprej, pridejo potem kot skupaj, torej na tržnico in ponudijo eno pestrost kmetov in se menijo na tržnici. Skratka, ni nujno, da zdaj en kmet bo rekel, ja,
če jaz pridem na tržnico, pa imam tlele samo, kaj jaz vem, kaj jajca, pa to se mi ne splača, niti vožnja in tako naprej. Združiti se je treba, določiti kolobar, določiti, to se pravi, produkte, ki jih trg potrebuje in potem v bistvu po naročilu v bistvu delati. In potrošnik mora biti pripravljen za svoje zdravje nekaj plačati. Ker to, kar je danes, to se pravi, ta hrana, ki jo dobite brez ekološke blagovne znamke v trgovini, vašemu zdravju škoduje. To vam mora biti jasno. Mi imamo študijo, naprimer, kaj imate od 1 kilograma konvencionalno pridelanih jabolk. Študija iz Nemčije, uradna. Škoda. Škoda. Tam je celo kvantificirano, ampak s tem se jaz ne strinjam. Ker koliko škode naredi meni, koliko škode naredi njemu, ki ni tako, recimo, pri zdravju in tako naprej, tega človek pač ne more vrednotiti. Ampak dejstvo je. Jaz se sicer ne strinjam, da bi ljudje morali plačevati več za zdravo, normalno hrano. Meni se zdi, da bi to moralo biti omogočeno ljudem. Zato mislim, da bi država, če se ponaša z naturo, z skrbjo za naravo ali klimatske, morala pomagati tem kmetom, da lahko tekmujejo na trgu. Magari jim dajo cash, ne vem, še za kaj drugega v državi, pa ne dajo še za to. Maja, jaz čestitam k tvoji naivnosti, res. Jaz sem bila točno taka pred 30 leti ali pa mogoče malo več, ne. Ampak če mi mislimo, da imamo mi svojo suvereno in svobodno državo, ki dela tisto, kar njen narod potrebuje, mislim, da ne poznamo aktualne situacije. Mogoče sem pa želela samo ponuditi argument, ki ga lahko državi vržeš v obraz, tudi če se ne bo zgodilo. Se strinjam, ljudje se morajo več ukvarjati s svojim znanjem. Jaz vedno pravim, če bi narod rad imel Nemčijo in če bi rad imel Nizozemsko in šel lačen v trgovino, kjer si nič ne bi želel kupiti, ker je tako slabo kvalitetna hrana, bom jaz šla, jaz ne bom narodu vsiljevala svojih vrednot, bom jaz zapustila državo. Pa bomo videli. Še eno stvar bi jaz rada povedala, namreč. Rudolf Steiner je s to svojo biodinamiko dal metodo, ki omogoča pridelovanje take hrane, ki ne samo nasiti človeka in omogoča, da ohranja zdravje, kot ga ima, temveč omogoča njegov nadaljni razvoj. Tlej dobro Steinerja prebrati, kaj je on s tem mislil nadaljni razvoj. Skratka, on je mislil to, da mi kot človek nismo gotova bitja, da imamo še določeno pot pred seboj, da pa nas mora hrana in okolje in naloge, ki si jih v življenju najdemo in postavimo, na nek način spodbujati pri tem. In biološko dinamična hrana je tista, absolutno je tista. To vam jaz povem, ko sem biodinamiko srečala, če ne bi imela tako dobrih izkušenj s Steinerjevo pedagogiko in medicino, pa jaz ne bi verjela, da je to sploh mogoče. Po 30 letih vam to lahko zagotavljam, tako je. In če se kaj zdi nemogoče, potem je nemogoče zato, ker kot ga imamo, še ni v stanju tega razumeti. Ampak delati na Steinerju odpira horizonte. Ja, eno temo, da mi še predlagam, da načnemo, namreč kmetijstvo z ali brez živinoreje, ker vse bolj se zdi, da v Sloveniji kmetijstvo živinorejo kmalu ne bo več mogoče. Državni zbor je v postopku sprejemanja zakona o zaščiti živali, pa predlagam, da si pogledamo en krajši izsek na to temo. Poglejmo. Ki so ga vložili koalicijski poslanci. Predlog novele zakona je v delu strokovne javnosti, predvsem pa pri kmetih, naletel na številne kritike, se med drugim predvideva tudi tako imenovane pooblaščene svetovalce. Predlogu novele med drugim nasprotujejo tudi v veterinarski zbornici, kajti nekatere določbe vidijo kot nezaupnico stroki. Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali. Ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali, obvezno čipiranje mač, prepoved privezovanja psov in vzpostavitev videonadzora v klavnicah. Ponavljam in po potrebi bom ponovila še večkrat. Ne gre za napad na kmete in na rejce živali. V veliki večini imajo ti zgleden odnos do živali, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Najbolj pa je del javnosti in opozicijske poslance razburila uvedba pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali, ki da bi lahko po vsaj 40-urnem izobraževanju nadzorovali morebitne nepravilnosti kar na privatnih zemljiščih oziroma kmetijah. Da se pa vi postavite v kožo slovenskega kmeta
ki mu bo tam le nekaj razvajenih frocov iz Ljubljane pa šlo gledati in hotel slikati po njegove privatni domačiji. Zanimivo. Zdaj me zanima vajino mnenje na vse tole. Ne? Se pravi, Maja, ti imaš zdaj kmetijo, ko boš recimo imela tudi kdaj živino, ne? Bojo prišli eni ljudje na tvojo kmetijo, ki bojo opravili 40-urni tečaj in bojo potem preverjali, kako ti za te živali skrbiš. Tvoj komentar. Kadarkoli država ustvarja nove zakone, si moraš vprašati, zakaj tu so lepo povedali, že imamo dovolj. Dejstvo je, da so načrti, da se male kmete samooskrbo uniči, zato ker Slovenija je mala država, niti slučajno nismo mi popolnoma neodvisni in tukaj so v igri višji nameni, vlade vedno želijo nadzirati ljudi in kaj je boljšega, kot uničiti njihovo sposobnost preživetja. Tako da jaz sem zelo sumljiva do tega. Živinoreja je pa seveda absolutno ključna za ekosistem. Od kmečkih lastovk, ki gnezdijo v hlevih in jejo te muhe, do gnoja in pašnikov, travnikov, tako dalje. Meta, vi imate dolgoletne izkušnje, ne? Kako to zdaj komentirate? Je res skrb z živali tak problem v Sloveniji, da moramo za to sprejeti poseben zakon in uvesti tudi to, da bojo kar prostovoljci hodili okrog in preverjali, kako se s temi živalmi To s prostovoljci je absoluten nonsens, ker neki naravovarstveniki, ki poznajo samo neke ljubiteljske živali, ne morejo soditi živinoreje pri nekem kmetu. Jaz se absolutno strinjam s tem, da so kontrole potrebne v konvencionalnem kmetijstvu, ki nima predpisanih pogojev, niti za krmo, niti za bivalne pogoje živali, je absolutno nujno narediti več, da živali sprejmemo kot sopotnike v našem življenju in jih spoštljivo njihovim potrebam ustrezno krmimo, naš odnos mora biti spoštljiv. Jaz se v tej meri strinjam, ne poznam pa temu novele in reči karkoli, si tlele sploh ne upam, drugače pa jaz vam bom takole rekla. V situaciji, kot zdaj smo dobili eno sporočilo iz Amerike, Rashid Butar je ubit in njegovo zadnje sporočilo je: ne skrbite preveč, Bog ima kontrolo. In jaz se potem pri Steinerju, glede na živinorejo, pač spomnim, da je on v opisu tega, kako je nastal mineralni svet in rastline in živali in človek, opisal, kako mi v bistvu vse potrebujemo za svoj biti, za pravi človek. To se pravi, ne tisti, ki vegetira, ampak tisti, ki odgovorno stoji v življenju in je misleč, čuteč in dejaven. In mi brez živali v bistvu ne moremo. Ne rabimo pa takih živali, ki trpijo, in hrana takih živali, ki trpijo, v mojih očeh ni dobra hrana, ampak je strup za človeka. Ker v substanci take živali najdemo vse njeno trpljenje. Ne najdemo samo maščob in beljakovin, ampak zapisano ves tisti neodnos človeka, ki gleda na žival kot na produkcijsko sredstvo, ne pa kot živo bitje, spoštovanja vredno. Zapomnimo si, da človeka ne bi bilo brez živali. Mi živali nujno potrebujemo, v bistvu smo jih potrebovali na začetku, da se je kmetovanje sploh začelo in jih danes tudi potrebujemo. In je to, kako ne rečem, absoluten nonsens, da se o tem v bistvu diskutira, ali so potrebne. Mi pa z našim pretežnim delom živinorejskih kmetij, kje pa bomo še imeli kmeta, od česa bo pa kmet še živel, kdo pa bo plačeval to najcenejšo komunalo za ohranjanje obraza slovenske pokrajine. Mislim, to so vse traparije, absolutno traparije. In kdor tlele naseda oziroma enostavno zastopa to, kar iz Evrope hočejo, v mojih očeh, ne zasluži biti poslanec in zastopnik interesa naroda. Tlej treba enostavno enkrat pogledati resnici v oči, narodu naliti čistega vina in povedati, kaj v ozadju je, kaj od naroda zahtevajo, če mi tega ne izpolnjujemo. Mi vemo iz zgodovine, da marsikatera država, takrat, ki je bilo zaradi recimo bolezni norih krav prepovedano klanje, niso vse države tega sprejele. Tudi to cepljenje modrikastega jezika ni bilo povsod obvezno, pri nas pa kar na počez. Skratka, tlele mora biti, kako ne rečem, kontrola naših odločevalcev.
je na mestu. A ne? In sicer kontrola odgovornih ljudi, neodvisnih ljudi, ljudi, ki ne bojo za podkupnino potem svojega mnenja spreminjali. Mi živali potrebujemo in jaz se borim za to, da ostanejo. Zdaj, kje smo po vašem mnenju zgrešili? Ne? Da na eni strani imamo recimo peticijo proti odlovu oziroma odstranitvi nutri, ne? Ki so tujerodna invazivna vrsta, povzročajo škodo in tako naprej. Nismo pa zasledili nobene peticije širše javnosti, recimo, da bi ohranili kmetijstvo, da bi ohranili kmeta, živinorejo in tako naprej. Evo, sedaj si pa res zadel žebljico. Ja. Mislim, da je jasno, zakaj sem ravno prej povedala, zakaj. Je pa res, da dosti kmetov dejansko, kako bi rekla, proda dušo večjim korporacijam, tudi življenjski slog kmetov se je spremenil, bi rad imel lep avto, pa TV, pa veliko hišo, ne? In potem preprosto v bistvu da njive v najem velikim firmam in potem one delajo s temi njivami monokulture, pa delajo melioracije, recimo tam okoli Ledave in Ščavnice so meliorali vse in je podtalnica padla za 9 metrov. In to delajo tuje firme, to ne delajo naši mali kmeti, ne? To delajo te ogromni holdingi, to so ogromne korporacije, ki v Ukrajini potem, tako kot je gospa povedala, te strupene izdelke pošiljajo nam nazaj v trgovine, tam nam pa uničujejo podtalnico, kot sem povedala za pribe, morali so jih ornitologi prenašati, ta gnezda in potem, ko so zorali, in to večkrat na leto, ko se pač delali tudi po več dni, so potem približno nazaj na isto mesto ta jajca odnesli, ne. Tako da odvisno tudi mogoče od človeka, združiti bi se po mojem morali mali kmeti, ne pa ti veliki. Jaz zdaj ne vem, kdo je tam na protestih govoril kmetov, ampak če so to bili ti kmeti, ki oddajajo svoja zemljišča tem korporacijam, pa če še potem kakšna propaganda z kakšne leve, desne strani, sklepam, da desne v tem primeru, je potem to slaba formula, tako jim ne bo uspelo. Ampak Mita, zdaj vse to, kar vidve govorite, ne, se zdi nekako zdravo, razumsko. Jaz bi šla še nazaj na te nutrije, ne? Ja, stvar je zelo podobna, stvar je zelo podobna tisti zgodbi z medvedi, se v bistvu ponavlja, ne? In takrat, ko je bila ta zgodba z medvedi, je potem prišla v javnost, se so za to plačani, ne? In znano je, da prav nevladne organizacije pogosto dobijo velike denarje za to, da zastopajo neka stališča, ki se rojevajo zaradi mene v Bruslju ali pa še kje drugje. Tako da jaz mislim, da tlele bi bilo tudi treba na nek način reči, ja, ta pobuda je mogoče čisto v redu, ampak poglejmo, zakaj ste vi zdaj, zakaj se angažirate, kakšna je vaša motivacija. Poglejmo v praktičnem življenju, kaj ti počenjaš, a si res borec za naravo. Še naprej, oprostite. Ne, vse v redu, ampak Mita, zdaj ni vse v Bruslu, ne, zdaj, da malo zbodem, saj očitno v konkretnem primeru se domnevno kar v premierjevi spalnici porajajo te ideje, ne, ker kako je mogoče, recimo, da vodja poslanske skupine največje vladajoče stranke, vi ste rekli prej, bivši župan, veterinar po stroki, ne, ve, o čem govori. Razlaga v parlamentu pač glede nutri, pa istočasno, ne, pač premierjeva uradna spremljevalka pa hrani te nutrije, pa spod zapiše pod fotografijo, da jih sicer ni dovoljeno hraniti, ampak ker je tam slučajno bil kruh in jim ga je dala, ne. Sej, če bi to počeli 5-letni otroci, mogoče bi še zamahnili z roko, pa bi rekli, kaj pa otrok ve, ampak ne moramo pa zamahniti z roko, če recimo država, vlada vodi neke politike na podlagi, ne, bom zdaj zelo neposreden, pač Instagram objav nekih vplivnic. Ne. Mislim, da je nedostojno ukvarjati se s takimi problemi, ker imamo resničnih in globalnih dovolj. Temu naj se posvečajo naši dragi poslanci, ne pa s takimi igračkami, kot so te nutrije zdaj. Naj živijo tako, kot so do zdaj živele, pa naj živijo medvedi, pa naj lovci urejajo stvari tako, kot je treba. V redu, zdaj, Meta, to, kar sem prej hotel vprašati, ne, skratka, vse, kar vi govorite, se zdi nekako zdravo, razumsko, ne, logično na nek način, ampak zdaj nekako se nam je svet obrnil na glavo, ne, tisto, kar smo bili do zdaj navajeni, kar nam je bilo samoumevno, zdaj kar naenkrat ni več. A lahko mi sploh, ne, glede na vse naše omejitve, objektivne in subjektivne, obrnemo ta tok, ne, da se Zemlja spet začne vrteti v pravo smer?
Absolutno, mi smo to celo prisiljeni, ampak zadnjič sem bila na nekem shodu in je ena gospa, na katero, kako naj rečem, veliko dam, potem, kot sem jo poslušala, je enostavno rekla, dejstvo je, približno 30 ljudi je začaranih ali pa hipnotiziranih in jih ne moreš premakniti, jih ne moreš, kako naj rečem, prepričati, da je treba narediti nekaj za izboljšanje. Približno 40% je ljudi, ki stvari ne odobravajo, vendar se ne morejo premakniti v neko dejavnost. Približno 30% je pa ljudi, ki so dejavni, ampak glede na minoriteto, na katerem koli nivoju, oni pač ne zmorejo uveljavljati svojih stališč. Ampak še enkrat se moram vrniti k Steinerju. Antropozofija, modrost v človeku je nekaj, kar tke nad biodinamiko, nad valdorsko pedagogiko, nad antropozofsko medicino in je resnično modrost v človeku. Tam je vredno prebrati, kakšen je razvoj človeka, zakaj je ta situacija danes in kako stvari morajo iti naprej. Da zdaj to razlagam, seveda bi z veseljem, pravzaprav, ampak mislim, da je nedostojno, da tako krajšan, kot je treba. Jaz mislim, da v tem trenutku vsak posameznik za svojo bodočnost polaga izpit. Na tem izpitu lahko pade ali pa bo prišel naprej. In izdelal bo izpit, če bo uporabljal človeka vredne sposobnosti misliti, čutiti in delati. Vsaka pasivnost, vsaka nedejavnost, vsako sprejemanje zaradi, ker mi tako kaže, ker se mi tako računa, je kaznivo. Je preprosto kaznivo, samo na ta način. In osip bo velik, ne? In to v vseh knjigah, tako v Bibliji kot pri Steinerju, povsod pravzaprav berete. Pa se pravzaprav sprašujete, mislim, jaz sem ateistično vzgojen človek, dolgo časa sem rekla, to je larifari, to vse skupaj nič ne štima, tlele zadaj so same lumparije in tako naprej. Da zadnje čase pa pozorno berem pa primerjam s Steinerjem. Na nek način ne bojo vsi izdelali teh izpitov, smo pa pred izpitno komisijo. Zdaj je treba odločati. Zdaj, ne jutri, takoj. Takoj, ja. Maja, nazadnje, ko si bila pri nas v oddaji, si povedala, da si prinesla iz gozda ene robidnice, pa ti je, mislim, da soseda rekla, če sem se prav zapomnil, da ona pa raj to v trgovini kupi, ker potem ve, od kod so. To je dejansko res. Ne vem, če bom prebolela, kdaj je to srečanje in mene je strah, da Slovenija bo nekoč na tej točki. Jaz, ko gledam tam, jaz sem za njih genij, v bistvu vsakič, ko se pogovarjam z njimi. Naj še povem, Meta, kar pa mi je bilo všeč pri Nizozemcih, pa je ta Steiner šola. Jaz sicer nisem človek, ki bi za enim tipom, jaz imam pač rada zdrav razum, pa logiko, sem biolog. Ampak je pa moja hčerka hodila v ta vrtec antropozofični, ker se mi je zdel edini sprejemljiv vrtec, drugače pa sploh ne bi šla v vrtec, ker tam me niso kregali, so jo le spodbujali in se mi pač zdelo normalno, najboljša varianta. Valdorski. Ja, po Steineru in zelo zadovoljna z njim. Nedvomno. Pa se ne predajam nobenim filozofijam. Drugačno šolstvo je absolutno potrebno in drugačno kmetijstvo. Potem smo pa zdelali, potem smo pa opravili izpit z odliko. V redu, bomo videli, koliko tega nam bo uspelo. Mi se bomo borili, če ne drugače, pa z našimi oddajami in smo seveda hvaležni za vajine prispevke. Za danes pa Meta Vrhunc, Maja Martič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali kmetijstvo res uničuje Slovenijo, že 892. Faktor na TV3. Jutri, za nekdanji dan mladosti, za vas pripravljamo portret Jovanke Broz, najpomembnejše ženske Josipa Broza Tita. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.